Pozdravljeni, dragi otroci! Ponovno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Današnja pravljica, kot izgleda, bo prav zabavna in upam, da ne preveč smrdeča. Namreč spoznali bomo kralja Kaka, ki je priredil pravo tekmovanje v kreativnih hlačnih pridelkih oziroma kakcih. Ja, današnja pravljica bo govorila o kakcih. Sedaj pa že mene zanima, kako se je to tekmovanje razpletlo in kdo je zmagal na tako zabavnem tekmovanju. Predlagam, da se hitro udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Veliko tekmovanje v kakcih. Vsako leto je nenadoma štrbuntino na dan. Kralj Kaka prvi je sredi kraljevega pogovora na lepem vzkliknil: Kakat! Kakalulu! Kakadu! Kakaduš! Prosim lepa, hvala, vaše visočanstvo, se je priklonil kraljevi služabnik. Tako je vedel, koliko je ura. Takoj si bom velel poklicati ministra za velike in male potrebe. Dregni tole paličico, je rekel kralj Kaka. O ne, je pomislila kraljica, pa smo tam. Minister za velike in male potrebe je dregnil paličico. Je kralj spustil enega pukca. Oprostite, prosim lepa, hvala, se je kraljevi služabnik skoraj prelomil v priklon. Razglašam, da je letno tekmovanje v kakcih odprto, je oznanil kralj Kaka. Minister za velike in male potrebe je prč zavihal rokave. Veliko tekmovanje v kakcih. Pojutrišnjem vas vse pričakujemo v našem gradu z vašimi najlepšimi hlačnimi pridelki. Letos je poseben poudarek na predstavitvi. Od vas pričakujemo nakakane umetnine. Kralj Kaka prvi. Tak razglas je izobesil po vsej deželi. 2 dneva pozneje so v dolgi vrsti pred gradom kralja Kaka potrpežljivo stali tekmovalci. Minister za velike in male potrebe je vse prisrčno pozdravil. Prebral je pravilnik. Poudaril, da bo ime zmagovalca za vse čase vklesano v veliko spominsko ploščo. Pripomnil je, da je kralj Kaka edini član žirije. Na koncu pa je vse spodbudno pozval: Naj zmaga najboljši. Nato je dal kralj Kaka znak za začetek tekmovanja. Prva je pred kralja stopila gospodična krava. Svoj kravjek je lično odložila v čvrst karton za pite, kot da ga je še toplega prinesla od peka. Ni od muh, je mrmraje prikimaval kralj Kaka. Sploh ni od muh. Bratci kozlički so iz svojih bleščeče črnih bobkov sestavili stolpiče. Z velikim občutkom za ravnotežje in smislom za dramatiziranje so odparadirali mimo vedno zadovoljnega kralja Kaka. Tudi gospod Zajček se je domislil krasnega stolpa. Iz svojih bobkov in lesenih palč je zgradil stopničasto stolpnico. Kandidat za stopničke, je kralj Kaka šepnil ministru na uho. Želva svojo trdo pogačo v srednjeveški železni kahlici se ni mogla kosati z njim. 4 očarljive miške so družno prinesle velik kos kruha. V resnici je bil stiropor, iz katerega so izgrizljale rezino in jo pobarvale, da je bila videti kot namazana. Potem so jo s svojimi tankimi mišjaki zapelile kot z ocvirki. Tik pred njimi je slonček potiskal enokolesno mizico z gromozanskim iztrebkom. Ho, kakšna porcija, ga je občudujoče pohvalil kralj Kaka. Smrdelo pa je do neba. To je Atijev,
je ponosno rekel slonček. Kuža je vedel, da je kralj Kaka po naravi šaljivec. Zato je svoje klobasice navihano poimenoval Kakci na špakci. Se je od srca nasmejal kralj Kaka. Kakci na špakci, ta pa je dobra. Kon in pujsa, ki sta bila majčkeno zaljubljena, sta tesno sodelovala. Plod njunega dela se je imenoval Dobra papica, lepa kakica. Toda če, tako kot kralj Kaka, nisi bil pesnik po duši, si videl le 3 konjske fige na prašičji brozgi. Za konec je Galeb pripravil pravi Kaka šov. Najprej je kralj Kaka dobil eleganten rdeč dežnik. Vljudno so ga prosili, naj ga odpre in si ga podrži nad glavo. Potem pa je Galeb razpeto blago pokakal do zadnje pike. Na Galebovo srečo jo je kralj Kaka odnesel brez packe. Kakšna akcija za posračkat, je očarano vzkliknil kralj. In ravno ko je kralj Kaka hotel razglasiti zmagovalca, je iz trave ob vznožju gradu nekaj kriknilo. Ali natančneje, nekdo je predirljivo zacvilil, kar se je slišalo približno takole. Hej, je vzkliknila ena od mišk. Gospa Mravlja bi tudi rada sodelovala. Nemudoma prinesite kandidatko k meni, je kralj ukazal svojemu služabniku. Mravlja je kralju Kaka izročila majhen list papirja. Posebej za vaše veličanstvo sem nakakala tole, je vsa ponosna rekla. In? Je razočarano zagodrnjal kralj Kaka. Ko pa je minister za velike in male potrebe prinesel povečevalno steklo, je kralj Kaka lahko prebral, kaj piše na papirčku. Naj živi kralj Kaka. Ganjen sem, je zajecljal kralj s cmokom v grlu. In kako vzorno si to nakakala. In tako je gospa Mravlja tisto leto za mišjo dlako zmagala na velikem tekmovanju v kakcih. In njeno ime je bilo vklesano v veliko spominsko ploščo za vse večne čase. Joj, tale pravljica je bila pa precej zanimiva, kaj ne? Ja. Zelo zabavni so bili tile kakci, priznam, tudi jaz sem se nasmejala. In vse pohvale živalim, ki so se tako potrudile in izdelale zanimive ter malce smrdeče kreacije. In bravo kralj Kaka za odlično idejo o tako izvrstnem tekmovanju. Otroci, pobrskajte še po kanalu Moj knjižni kotiček in prisluhnite še kakšni zanimivi pravljici. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Evo kralj Kaka, bravo, super ideja. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici z zanimivim naslovom bomo spoznali prikupno mucko po imenu Eva, ki svojo mamico med sproščenim nakupovanjem na tržnici preseneti s 2 besedama. Le kateri 2 besedi sta to? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Lulat me. Juhu! Danes je dan za tržnico. Eva je v 9 nebesih. S košaro v roki gleda, kako mama vzame senčnik in pokrije bratca v vozičku. Zdaj se lahko odpravijo. Ampak nekaj bi bilo vendarle še treba preveriti.
Eva, nisi nečesa pozabila? Ne, mama. Si šla na stranišče? Ja, mama. Si prepričana? Ja, mama. Družina se kmalu zatem že stiska na tramvaju. Eva neskončno uživa v vožnji z njim, najraje se nagne skozi okno in posluša živahno cinglanje vsakič, ko se tramvaj približa križišču. Zadnja postaja. Potniki, izstopite, prosim. Naznani šofer. Do tržnice zdaj ni več daleč. Družina mora le še prečkati cesto, a pri tem je treba upoštevati nekaj pravil. Če gori rdeča luč, se moramo ustaviti. Mama opomni Evo. Pri semaforju je gneča, zato Eva stoji kar se da blizu mame. Noče, da bi se izgubila. Zelena, lahko gremo čez cesto? Sklikne Eva, čim se na semaforju zamenja barva. Pri prvi stojnici mama kupi 3 lepe korenčke. Sadja in zelenjave je toliko, da Eva ne ve, kaj naj sploh gleda. Tedaj pa... Lulat me, zašepeta Eva. Prosim? Saj si bila vendar na stranišču nedolgo nazaj. Se res tako mudi? Ja, ušlo mi bo. Vedoč, da nima druge izbire, mama v trenutku odvrne. Gremo hitro domov. Z Evo v naročju, vozičkom in senčnikom v rokah je mama otovorjena kot že dolgo ne. Ko si utira pot na drugo stran tržnice, njeno stisko opazi prodajalec korenja. Pomagal vam bom, se prijazno ponudi. Evo si posadi na ramena in stopa za mamo, ki pred seboj potiska voziček. Umaknite se, zavpije prodajalec. Pustite nas mimo, mudi se nam. Polulala se bom, vpije Eva. Hej, ampak ne na moje ramena, zaskrbljeno reče prodajalec. Zdrži še malo. Tramvaj zdaj ni več daleč proč. Prečkati morajo samo še cesto, ampak na semaforju gori rdeča luč. Morajo se ustaviti in počakati. Medtem ko čakajo, Eva obupano vpije. Lulat me tišči. Policistu je v trenutku jasno, da je zadeva res nujna. Vse po vrsti naloži na svoje kolo in začne na vso moč pritiskati na pedala. Pisk, pisk, žvorgoli njegova piščal. Tako bo šlo hitreje, reče. Končno prispejo na postajo. Brž, zavpije policist. Vsi urno skočijo na tramvaj, ta pa odpelje z največjo hitrostjo naprej. Cin, cin, cin. Eva čuti, da se bliža katastrofa. Bum, bong, tresk, cin, 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 cin. Tramvaj izstiri. No, k sreči se hitro domislijo, kako spravijo tramvaj spet v pogon. Treba ga bo potiskati. Horuk, horuk. Medtem ko vsi napenjajo moči, so v kotičkih Evinih oči nabirajo solze. Lulat me! Bije kot gasilska sirena. Končno prispejo domov. Z mamo na čelu se vsi zapodijo po stopnicah navzgor, upajoč, da niso prišli prepozno. Pred vrati stranišča se Eva ustavi. So prišli pravočasno. Vsi zadržujejo dih. In kaj stori Eva? Namesto da bi šla lulat, se obrne k skupini. Minilo me je, ne tišči me več, se čudi. Tistem se prerine naprej prodajalec korenja. Brž, odtočiti moram. Ne, najprej grem jaz, reče policist. Umaknite se, jaz sem na vrsti, se oglasi tretji.
Mene tudi tišči, v en glas izjavijo še drugi. No, kako pa to? Ne morete še malce potrpeti? Se jim prikupno nasmehne Eva. Ja, zelo simpatična pravljica. Ampak tale sicer prikupna Eva je pa precej nagajiva. Pa vendar menim, da je slejko prej tudi sama odšla na stranišče. Verjamem pa tudi, da gre Eva vedno na stranišče, preden z mamico odideta po opravkih. In samo poglejte te simpatične ilustracije naših knjižnih junakov na kahlicah. Prav zabavni so. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Veliko tekmovanje v kakcih, ki vam bo prav zagotovo zelo všeč, saj je zelo zabavna in malce smrdeče obarvana. Prijeten pozdravček vsem, ki radi prisluhnete pravljičnemu svetu v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! No ti, Eva, ti. Ja. Naslednjič ne bo težava, ne? Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. V današnji zgodbi bomo spoznali prikupnega krtka, ki je pokukal iz svoje krtine in ravno v tistem trenutku, ne boste verjeli, se mu je nekdo pokakal na glavo. Ja, šmentno. Le kdo bi lahko to bil? Predlagam, da se hitro udobno namestimo in prisluhnemo zgodbi z naslovom Kdo se je krtku pokakal na glavo? Pa tudi mene zdaj zanimajo. Ko je krtek nekega dne pokukal iz zemlje, da bi videl, ali je sonce že na nebu, se je zgodilo. Bilo je zaobljeno in rjavo. Malo je bilo podobno klobasi. Najhujše pa je bilo, da je pristalo točno na njegovi glavi. Nesramnost pa taka, je vzkliknil krtek. Kdo se mi je pokakal na glavo? Ampak ker je bil slaboviden, ni nikjer nikogar videl. Golob, si se mi ti pokakal na glavo? Je vprašal goloba, ki je letel ravno mimo. Gru, jaz? Ne, kako? Jaz skakam tako? Je odgovoril golob. In že je pljask pred krtka belo pljusknilo in mu poškropilo desno tačko. Konj, si se mi ti pokakal na glavo? Je krtek vprašal konja, ki se je pasal na polju. Ihaha, jaz? Ne, kako? Jaz skakam tako? Je odgovoril konj. In že je drom, 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 tik ob krtkovi glavi na tla zgrmelo 5 velikih, debelih konjskih fig. Krtek je kar zazijal od začudenja. Zajec, si se mi ti pokakal na glavo? Je krtek vprašal zajca. Jaz? Ne, kako? Jaz skakam tako? Je odgovoril zajec. In že je ratatatata, krtko okrog ušes švistilo 15 okroglih bobkov. Urno je odskočil in se komaj rešil. Koza, si se mi ti pokakala na glavo? Je krtek vprašal kozo, ki se je ravno malo zasanjala. Ne, jaz? Ne, kako? Jaz skakam tako? Je odgovorila koza. In že se je klak, 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 klak v travo strkljal kup karamelnih bombonov podobnih kroglic, ki so bile krtku kar všeč. Krava, si se mi ti pokakala na glavo?
je Krtek vprašal kravo, ki je ravno prežvekovala. Mu, jaz? Ne, kako? Jaz kakam tako? Je odgovorila krava. In že je špljoc na travo čmoknil velik rjavo-zelen kravjek in Krtka le za las zgrešil. O, kako je bil Krtek vesel, da ni bila krava tista, ki se mu je pokakala na glavo. Pujs, si se mi ti pokakal na glavo? Je Krtek vprašal pujsa. Jaz? Ne, kako? Jaz kakam tako? Je odgovoril pujs. In že je žljups na travo čofnil mehek rjav kupček. Krtek si je moral zatisniti nos. Ste se mi mogoče videti je ravno hotel vprašati Krtek, potem pa je prišel bliže in videl, da sta tam sedeli le dve debeli črni muhi in nekaj jedli. Končno nekdo, ki mi lahko pomaga, je pomislil Krtek. A vidve veste, kdo se mi je pokakal na glavo? Je hitro vprašal. Bzzz, sedi pri miru, da pogledava. Sta zabrenčali muhi, potem pa čez čas povedali. Bzzz, ni dvoma, to je pasji kakec. Zdaj je Krtek končno izvedel, kdo se mu je pokakal na glavo. To je bil Bonzi, mesarjev pes. Hitro kot blisk je Krtek splezal na Bonzijevo hišico in že je plink na psičkovi glavi pristala majhna črna klobasica. Krtek pa se je srečen in zadovoljen vrnil v svojo krtino. Ja, moram priznati, da je tudi meni bila tale zgodba prav zabavna. Je ubogi Krtek, no. Koliko napora je vložil v iskanje tistega, ki se mu je pokakal na glavo. A na koncu ga je le našel. Bravo za iznajdljivost. No, poleg tega pa je Krtek spoznal še mnoge druge živali in njihove različne kakce tudi, kaj ne? Luštna zgodba, nikaj. Otroci, v mojem knjižnem kotičku prisluhnite še pravljici z naslovom Veliko tekmovanja v kakcih, ki je prav tako zelo zabavna. No, kako tudi ne bi bila, če se živali predstavijo s svojimi kakci. Lepo se imejte, uživajte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! No, ti revček. Pa dali tale kakec dola, ne. Ti ubogi kuža, pa nisi vedela, ne, da je tam Krtek. Ja, saj vem, da nisi nalašč. Konec dober. Vse dobro. Lepo pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Otroci, danes vam bom prebrala čudovito pravljico o večernem ritualu pred spanjem. Saj veste, umivanje zob, pižamca, kopanje oziroma tuširanje, lulanje, pravljica za lahko noč in še kaj. Spoznali bomo inšpektorico za spanje Pika Poko, ki pride na obisk v hotel za živali. Otroci, hitro se udobno namestite in prisluhnite pravljici z naslovom Lahko noč in eno bolho za pomoč. Poglej, Pika Poka prihaja na svoj inšpektorski obhod. Preverja, kako bodo male zverinice v hotelu žuželk odšle spat. Si umijejo zobe? Ali preberejo pravljico za lahko noč? Pika Poka bo to ugotovila. Sobo, prosim, je naročila kobilici na recepciji. Tok, 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 je potrkala na prva vrata. Živjo, jaz sem Pika Poka. Kaj počneš? Hrošč govnač je bil ravno v banji s svojim čolničkom. Se mi boš pridružila? Jo je vprašal. Krtačila sta se in umivala, dokler se njuna hrbta nista bleščala od čistoče. Iz banje sta zlezla šele, ko se jima je koža že nagubala zaradi vode. Najlepša hvala,
je rekla Pikapoka. Zdaj grem naprej. Lahko noč in eno bolho za pomoč. Tok, 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 je potrkala na druga vrata. Živjo, jaz sem Pikapoka. Kaj počneš? Paličnjak je okleval pred svojo garderobno omaro. Kaj misliš, katera pižama bi mi najbolj pristajala? Rumena s črtami, je rekla Pikapoka. Pristajajo ti vodoravne črte, ker si že tako ali tako visok. Tudi Pikapoka se je izbrala pižamo. Izbrala je tisto s pikami. Kako čudovito. Najlepša hvala, je rekla Pikapoka. Zdaj grem naprej. Lahko noč in eno bolho za pomoč. Tok, 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 je potrkala na tretja vrata. Živjo, jaz sem Pikapoka. Kaj počneš? Muha je ravno povečerjala in si oblizovala ustnice. Zobe si gremo umit. Si jih boš tudi ti? Lahko uporabiš mojo zobno pasto. Ščetkali sta zobe. Zdaj levo, zdaj desno, pa spodaj in zgoraj. Spredaj in zadaj in potem spet znova. Noben zob ni ostal neočiščen. Uporabili sta toliko zobne paste, da so se jima usta povsem spenila. Bilo je zelo zabavno. Hvala, je rekla Pikapoka. Zdaj grem naprej. Lahko noč in eno bolho za pomoč. Tok, 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 je potrkala na četrta vrata. Živjo, jaz sem Pikapoka. Kaj počneš? Pasovček je sedel na stranični školjki in bral smešno zgodbo. Pridruži se mi, je rekel. Školjka na levi je še prosta. Pikapoka se je polulala. Pss, in potem je splahnila vodo. Vuš. Zdaj grem lahko naprej, je rekla Pikapoka. Lahko noč in eno bolho za pomoč. Tok, 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 je potrkala na peta vrata. Živjo, jaz sem Pikapoka. Kaj počneš? Knjižni mol se je ravno lotil knjige. Pridi, zate imam čudovito knjigo, je rekel. Pikapoka še ni znala brati, zato je samo gledala ilustracije. Opazila pa je, da so bile v vsaki knjigi luknje. Najlepša hvala, je rekla Pikapoka. Zdaj grem naprej. Lahko noč in eno bolho za pomoč. Pikapoka je prišla do vrat številka 6, do svojih vrat. So se vsi umili? Si oblekli pižame? Umili zobe? Lulali? So vsi prebrali pravljico za lahko noč? Ja. Torej gre lahko tudi Pikapoka spat. Tok, 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 je potrkalo na njena vrata. 5 prijateljev je pogledalo izza vrat. Čas je za spanje, je zazehala Pikapoka. Kaj počnete tukaj? Nekaj si pozabila, Pikapoka. Želimo še en poljubček za lahko noč. Sladko spi, Pikapoka. Lahko noč. Kako čudovita pravljica. Zelo prisrčna in primerna za pravljico pred spanjem, kaj ne? In kako simpatične so te zverinice in pa inšpektorica Pikapoka. Res je prijazna in skrbna, da bodo vse živali opravile večerni ritual pred spanjem. Pa saj vaši starši so najbrž kar podobni inšpektorici Pikapoki. Saj tudi vi, otroci, opravite vse te aktivnosti pred spanjem, kaj ne? Brez dvoma je tale pravljica izjemno prisrčna. Prisluhnite pa še kakšni pravljici v mojem knjižnem kotičku, potem pa hitro v posteljo. Otroci, želim vam lepe sanje in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V družbi slavnih superjunakov, kot so Superman, Spiderman in Batman, bomo danes spoznali še enega junaka.
Ampak njegova supermoč je čisto nekaj posebnega. Luliman zna izjemno natančno lulati. No, morda se vam zdi, da to ni prav nič junaško, a nekoč je prav zaradi te svoje supermoči rešil prijatelja Meda pred nevarnostjo. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo zabavni pravljici z naslovom Luliman. Superheroji so res krasni. Eden z meteoriti se bori, drugi preganja pošasti za 2. In kadar imajo odmor, trenirajo za nove zmage in junaštva. Zgodbe o herojskih dejanjih vsak otrok na tem svetu pozna. Ampak o Lulimanu se ničesar ne ve. Na seznam superjunakov nikakor ne sme. Jasno pa, da tudi on marsikaj zna. Zlahka do roba napolni bazen, kadar ti ščiga na malo potrebo. Svoj curek naravnost školjko nameri, niti kapljica ne pade čez rob. Za vse mame superherojev je Luliman najljubši pop. A danes po zraku noben heroj ne šviga in telovadnica postala je 9. briga. Toda ko Luliman proti domu se nameni, sirena zacvili, za klic vsili. Luliman, tukaj Medo, pomagaj, prosim, vzklikne vas preplašen. Snežak prihaja, res je strašen. Ne boj se, reče Luliman. Vem, kdo nama lahko pomaga. Moj prijatelj Superman. Pohiti, Superman, kriči Luliman na glas. Grozni snežak vsak trenutek bo pri nas. Supermama pa mu šepne. Ne bo ga danes, fantek zlat, zdaj ni pravi čas. Supermana je zadel prehlad. Joj, stihne Luliman. Kdo pa bo zdaj pregnal snežaka? Pojma nimam, reče Supermama. Vprašaj pri sosedih, če kdo čaka. Ah, škoda pa taka, reče Spiderman. Mama mi danes krpa majico in hlače. Te razumem, pravi Luliman. Superheroj pa res nag po ulici ne skače. Mar veš, ker zadeva je pač taka, kdo potem premaga naj snežaka? Pojma nimam. Kaj pa, če poskusi prijateljica Mega Mindy? Dokler ne bo pojedla, reče Mindy nočka, ostala bo pri mizi. In še lasuljo je treba razčesati. Že spet je polna vozlov, kot v krizi. Žal mi je, reče Batmanova mama, ko njen sinko neprestano zeha. Moj otrok je čisto neprespan. Spanec v posteljo ga peha. Kje si se zamudil? Joka vse glasneje Medo. Pomagaj že, snežak naredil je že celo zmedo. Počakaj, sklikne Luliman. Imam še eno idejo. Potem pa odhiti do zadnje hiše, kjer ljudje od strahu še niso pod odejo. Fino, reče He-Man. Nova avantura. Samo še hojco vzamem in protezo. Pridem prej, ko mine 1 ura. 1 ura? Saj niti minute več ne smemo vreči stran. Stori nekaj, prosim, hitro, hlipa Medo v telefon. Snežak me je ujel, zmrznil bom, ima ledeno dlan. Se zlobno zasmeji Snežak. Izpusti ga, takoj, sem junak. Stori že kaj, Luliman. Ja, lulaj, lulaj. Še lulaj, vriska Medo. Snežak se že topi.
Lulaj, lulaj, hoj ladri. Moj super junak si ti. Medtem ko za malega junaka meščani pripravijo parado, vse glasneje govori se rado, kako pobil jim je Snežaka. A svoji mami Luli Men raje sploh ničesar ne pove. Res ni treba, da bi jo skrbelo. Pozdravljen, sinko, je bil lep dan? Vpraša mama Luli Mena in poljubi ga na čelo. Si bil spet prepozen na stranišče? Luli Men prikima. Nenadoma me je prijelo, pa je bilo povsod zasedeno. Poskusil sem še zadržati, toda kar v hipu mi je steklo. A? Reče mamica prijazno. To se včasih pripeti še največjemu junaku. Bravo, Luli Men. In tako je naš današnji junak pokazal, da vsaka moč, pa naj bo še tako nenavadna, lahko nekega dne postane izjemna, junaška in tista prava, če le verjamemo vase in v to, kar nas bogati. Res simpatična pravljica. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni pravljici o rimah z naslovom Geki in odjeki, v kateri boste spoznali malce vzvišenega gekona, ki je vedno želel biti prvi ter najglasnejši. A nekega dne je bilo ostalim živalim tega dovolj in tako se je gekon odpravil poiskat nove prijatelje v kanjon. A žal tam ni nikogar našel. Je pa tam spoznal pomembno življenjsko resnico. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite ponosni na svoje moči in se kmalu spet poslušamo. Pošiljam vam junaški pozdravček. Čau, čau. Bravo, Luli Men.